Dobro jutro, zopet na Creative Bonix. Danes smo začeli malo drugače, ker moram povedati eno zgodbo. In sicer točno 1 leto nazaj me je klical moj dragi kolega Ajke Konik, je rekel: Grega, pizati materna, pardon, jaz prijem čez 14 dni in vi boste delali Creative Bonix. In zdaj ga delamo že 1 leto, nimam torte, nimam nič za proslaviti, tako da bom samo rekel, najprej najlepša hvala ekipi, ki mi to pomaga delati, in grem stav, da bomo delali to sigurno še 1 leto, pa samo pa kot slavni upokojili nekam in tam veseli na rajskih otokih. Tako da, za tiste, ki ne veste, Kreativna jutra, se pravi, delamo vsak mesec, se vedno povabimo nekoga, ki nam je kul, ki nam lahko pove kakšno svojo zgodbo, ki ima kaj zapovedati, kaj pametnega, ki nas majčkeno motivira. Cela stvar se je začela v New Yorku pred 5 leti in zdaj poteka že, mislim, da v 90 mestih po celem svetu. Danes z nami Tine Lugarič, fajn dečko, dela točno vse obratno, kar delam jaz, je v agenciji, je skejta, poje, posluh ima, jaz nimam. Nimam stari posluha. Ne, to ne gre, Deklamiram. Zjutraj sploh ne gre. In dela v oglaševanju in je fantastičen copywriter. In v bistvu, ko mi čakam, da slišim njegovo zgodbo. Evo, Tine, izvoli. Zdaj si me spravil v nek tak čuden položaj, ne, z vsemi temi pohvalami, tako da boma pol spila tam eno viljamovko. Tako da ja, hvala za ta intro, Grega, in za povabilo. Hvala vam, da ste prišli. Upam, da ste se že zbudili, da je kavica že začela malo živčni sistem masirati. Če pa je kdo bil včeraj zunaj, glede na to, da je bil mali petek, pa si naj naroči kaj sanacijskega, ne, brez slabe vesti, da bo preživel to urico. Ja, jaz sem Tine in danes bom kruzal nekako med 2 področjama, ki nekako najbolj definirata moj life. Na eni strani oglaševanje, na drugi strani muzika in pa predvsem o nekih kreativnih procesih, ki to dvoje prepletajo, da stvar na koncu
nekako uglašeno zveni in ima tudi nek učinek. Ne. Bi se pa za začetek vrnil, če bo delal ta slider, ali tu ga moram klikniti. Evo ga. Par mesecev nazaj, ne, ko mi je Grega napisal v inbox 2 besedi, ne, Creative Mornings, ne, in jaz sem mislil, ok, ta je lahka, ne, solušna jutra, whatever, ne. In pol me on pač povabi tja, ne, in pravi, da bom slavn v minuti, ne, in jaz rečem ok, ne, in pol sem rekel, fuck ne, hello Creative Mornings, ne, ko sem začel razmišljati, kdo je v bistvu stal na tem odru, ne. Pretty big shoes to fill, ne, in pol, ko me je postalo strah, ne, sem se mogel na nek način pomiriti, ne, ker sem mu pač že potrdil. Namreč tukaj so res stali ljudje, ki so dejansko slavni, ne, v svetovnem merilu, in eni imajo tudi po 60 let več izkušenj, več zgodb kot jaz, ne, kot recimo ta gospod Peter Florjančič, ne, živa legenda, izumitelj, kozmopolit, več kot 400 patentiranih patentov, izumov, ne, car Monte Carla, ne, večkratni milijonar in tako dalje, ne. In pol sem iskal nekaj, kak se lahko nekako sporedno postavim, ne, itak, da se ne moreš, ne. Pa sem rekel, ok, imam pa vsaj enega od njegovih izumov, ne, dal mi je svojo ptičjo hišico na enem od Creative Morningov in mi jo je tudi podpisal, tako da v bistvu mi je zelo dragoceno darilo od njega, ne. Potem sem gledal dalje, ne, Iconic, tak, ki ga je prej omenil Grega, ne, superstar iz Berlina, dizajner. Sem ga tudi poslušal, ne, dela v bistvu za velike zvezde NBA, kot je recimo LeBron James, ne, za katerega pa je rekel, da pač ga nikoli ni osebno spoznal, ne. Pa sem rekel, ok. Kaj je s tabo? Sem rekel, ok, sem pa z nekaterimi zvezdami NBA nekoč hangal, ne, Pau Gasol, Saša Vujačić, ko so še igrali pri Lakersih. In proti Gasolu sem tudi odigral 1-1, sem ga prosil, če lahko, ne, na tej žurki. In sem pač vrgel sem enega največjih airballov svojega življenja, ne, samo iz straha, da ne dobim take banane, ko je on dobil v sredo od onega Francoza, ne. Tako da, ampak glej, nekaj je, ne. Pol uleti Umek, eden izmed največjih brandov slovenskih tam zunaj, ne, v bistvu eden od kraljev elektronske glasbe. Tako da v bistvu vsa čast, ne, kaj se tega tiče, ne, pa sem rekel, ok, imam tudi jaz eno mini glasbeno zgodbico, sicer manjši scale, ne, ampak ni nič kaj manj srčna, ne. Tako da tu potem daš multiply, ne, pa imaš Umeka, kaj se tiče publike, ne. In nazadnje še Bravničar, ne, ko pač gre v službo in ima pač same lepotice pred objektivom, ne, kdo ne bi take službe imel, ne, kot recimo Natalija Avsolnik. Pol sem se dokončno pomiril, sem rekel, ok, sem barem dobro zažural z njo, ne. Tako da, to je to. In potem, jaz bom tu malo sedel, oziroma ne bom. Po tem šizofrenem uvodu bi se še malo bolj šizofreno predstavil. In sicer sem copywriter oziroma tekstopisec v oglaševalski agenciji Pristop. In moram priznati, da se z tem nazivom oziroma izrazom tekstopisec niti ne strinjam toliko, ker ga smatram za zastarelega pa za neprimernega. Namreč časi, ko so pač tekstopisci zgolj pisali slogane in tekste, so mimo, ne. Danes je v bistvu tekstopisec oziroma copywriter nek celovit konceptualist, ne, oziroma snovalec nekih celostnih oglaševalskih kampanj. In od njega se pričakuje, da vsak dan dostavlja nekaj novega, ne, namreč v oglaševanju je ena besedna zveza, ki je tako najbolj killerska, ne, to je že bilo videno, ne. Noben v filmu, ko je neki car chase, ne bo rekel, to je že bilo v filmu, ne, v oglaševanju pa ti takoj reče, ne. Zato sem se malo igral s tem in sem malo potvikal ta izraz in sem se rekel, ok, če moramo skozi dostavljati nekaj novega, se pravi neke novosti, pa si dajmo reči copywriteri, ne, kot neki, za kar si lahko rastimo neke pravice. Če že moramo ustvarjati neke novosti, neke inovacije, ki so nek output kreativnih procesov, ne, s katerimi rešujemo probleme naročnika, ne. Kreativni proces je pa v bistvu nekonvencionalen način reševanja tega problema. In ta inovacija potem na trgu živi in funkcionira, če funkcionira, da rešuje tisti problem, ne. Ampak glede na to, da potem tudi ta je tako malo smešen, ne. V svetu pač si pravijo, oziroma si pravimo kreativci, creative,
v bistvu si lastimo nekak ta izraz, ne. Oglaševalska industrija je precej egotriperska in se nam fajn čuje, če nam rečejo, da smo kreativci, ne, v bistvu pa je tudi Ronaldo prekleto dober kreativec ali pa kaj šele kdo v kakem znanstvenem studiu ali pa oziroma laboratoriju in tako dalje, ne. Bolj, če malo odtavam iz te poslovnega področja, sem tudi MC, ne, se pravi Master of the Ceremony oziroma nekdo, ki preko mikrofona nekomu teži, ne, tako recimo to počnem zdaj, ne, ampak tu se nanaša v bistvu na en moj hobi in to je rapanje, ki je v bistvu najbližje temu poklicu tekstopisca, ne, ker pač tekste pišemo sami in jih tudi sami performamo, ne. In dostikrat nas vprašajo, kdo vam piše tekste, ne, in pol pač moraš reči, da si ti ta vulgaren MC, ne. Tako da ja, in rap, ne, v bistvu zelo tesno prepletam tudi s svojim delom, ne, če že ne kot ogrodje neke kampanje ali pa kot neka glasbena podlaga, ga pa vsaj poslušam, predno se spopadem z nekim briefom, ne, namreč to je agresivna glasba, na egotripana glasba in tudi s takim občutkom te nekako navda, ne, da greš lažje z nekim izzivom se spopadati, ne. Tako da marsikoga bi sicer bolela glava, če bi poslušal rap, predno bi se ukvarjal z briefom, ne, ampak pri meni to nekako deluje, ne. No in pač zaradi tega prepletanja teh področij dela in hobijev sem prišel nekako do tega izraza, eni ste ga verjetno že slišali pri meni, delohobik, ne, pač gre za brisanje meje med delom in hobijem oziroma hobiji, kar v bistvu zelo postane life malo lažji mogoče, ne, postane ti način življenja, ne razmišljaš več, okej, zdaj sem v službi, bi pa rad bil tam, kjer je fajn, ne, se pravi med svojimi hobiji. Zdaj, če ti uspe nekako to pokonektati, je kar lažje, ne. Ampak na koncu dneva, ne, smo nekako storytellerji, ne, prodajalci zgodb, ne bom rekel pripovedovalci, ampak bolj prodajalci, namreč zgodbo, ki jo zasnujemo, moramo prvo prodati kreativnemu direktorju, pol jo moramo prodati klientu, pol jo moramo pa prodati potrošniku, ne, skupaj s produktom, ki ga pač ta zgodba nosi s sabo, ne. Tako da bi vam v tej fazi, ne, če že govorimo o pripovedovanju zgodb, povedal eno zgodbo o pivu, pa ful bi mi bilo fajn, če bi ta delal, da ne rabim se. Nič. Eno zgodbo o pivu, ki v bistvu nekako povzame pol vse te izraze, skozi katere sem zdaj šel, ne, se pravi, da delam tudi zvečer ob pivu, ne, da imaš odprte neke receptorje, ki so dojemljivi za neke dražljaje iz okolice, ne, kaj komu piše na majici, ne, kaj je tam na steni, ne, vse to so lahko neki patterni, ki jih pač potem povezujemo in so lahko naše rešitve za neke kampanje, ki so in the making, ne. Tako da bil sem v bistvu z enim friendom, tu se sicer ne vidi ogrodje, to je v fotiču, ne, screen, bil sem z enim friendom na pivu, ki si je kupil novi fotič, ne, in on je tako goreče razlagal o tej opremi, da je kar žarel, ne, in pol je uletel še en friend mimo in sva malo zapozirala, da je pač on te nastavitve pokazal. In pol v bistvu je prišel do enega motiva, ki sem ga prepoznal kot neko priložnost za denimo konkretno za en oglas, kreativno idejo, ne. In ko je kelnarica prinesla pivo, je on hotel narediti požirek, ampak ker je tako goreče razlagal o tem svojem fotoaparatu, ne, da mu je obraz kar žarel, ne, se je meni zdelo, saj to je tako kot tisto, ko pri svetilki govoriš, ne, zgodbe, ne, pod odejo ali pa v kampu, ne, tisti stereotipen storytellerski motiv, ne. In pol sem prišel domov in sem na hitro skiciral, ne, ko ideja se včasih v glavi zdi, da funkcionira, pol pa ko daš na papir, pa vidiš, da ne gre, ne. In sem rekel, ne, tudi s pivom grejo dobre zgodbe skupaj, ne, to bi bil kako glas za kako pivovarno, za pub, za pivo, karkoli, ne. In sem rekel, shit, to pa ko malo začutiš, ne, ko te zaščemi malo v prsih, ne. To bi pa znalo biti, ne, in pokažem Aljoši, ne, Bagoli, šefu, je rekel, let's do this, ne, je rekel, super ideja, ne. In pol sem takoj povabil na pivo dva modela, in sicer Cirila Jazbeca, tisti, verjetno ga poznate vsi, no, tisti, ko ne, čekirajte, tip je na poti do, po moje, neke super zvezde, super fotograf, in pa super art direktorja Kocbeka, legendo, ne, ki v bistvu šteje denar pa osrečuje mlade copywriterje, ne. Tako da sem jih povabil
v Sir Williams pub, ne, in sedeli smo na teh 3 stolih, to je bil ta gospod, ki je tam pač natakal piva in mi smo se pogovarjali, jaz jima razlagamo te ideje itd., on nas posluša in gledamo, kaj če bi za ta pub naredili, ne, oglas, pa ga pač, ali mogoče nam odpre kako sodelovanje z njimi, ali pa ga na soft prijavimo, karkoli. In on pravi, kaj se pa vi pogovarjate, ne, pa pravim, imam eno idejo, ne, pa bi ga lahko mogoče za vaš pub naredili, ne, če lahko s šefom govorimo, ne, pravi, jaz sem šef, ne. Je rekel, ok, naredite, ne, in pač pol v soboto smo prišli, pofotkali in je nastal v bistvu tako glas, zdaj ne vem, koliko se vidi, ne, v tej, če mogoče lahko kakšne luči, tu vgasnemo ali pa tudi ne, no. V glavnem, ta motiv, ne, ki sem ga 2 tedna nazaj videl pri kolegu, ne, in za sloganom dobro pivo, dobre zgodbe in na koncu je nastal glas, ki se je tudi, ne vem, na Sofu 2-krat pozlatil in odprl neko sodelovanje s tem pubom, ne, pač šef je čist nor, je rekel, dajte še, ne. In to je en primer kreativnega procesa, ki je bil čisto spontan, ki je po resničnem nekem dražljaju nastal, ne. In takih poti, ne, do ideje je pač nešteto, ne, in tudi sestavin za neko dobro zgodbo je lahko nešteto, toliko koliko je zgodb, toliko koliko je situacij, ne. Recimo pač, če imaš jajca oziroma če ima zgodba jajca, je že na poti, da je lahko dobra, se pravi, da je drzna. Lahko ustvariš nek konflikt, recimo, če si malo sposoben, da kombiniraš, ne vem, kokain pa orožje, recimo, ne, tu more priti do nekega konflikta, ne. In imaš dobro zgodbo in tako dalje, humor, karkoli, ne. Ampak teh sestavin je v bistvu preveč, da bi se na njih skoncentriral, pa bi se osredotočil samo na 3, v katere jaz osebno verjamem, da so zelo dobri temelji oziroma skoraj nujni temelji za nastanek neke dobre zgodbe. Se pravi, 2 sta premalo, ne, ker nam drži zgodbo, 3 so osnova, da zgodba stoji. Pa bi zdaj šel čez njih in skozi neke case, pa gremo kar na prvega. Imamo kaj sounda? Nujno je, ne, ko se lotiš zgodbe, da veš, kdo je tvoja publika in v kakem okolju bo tvoja publika prišla v stik s to zgodbo, ne. Bolj ko veš, kaj njim dogaja, kaj oni razmišljajo, kaj so njihove preference, v kaj verjamejo, več imaš nekih oprijemljivih točk, da lahko zgodbo spraviš v njihov jezik, ne. Če poznaš še okolje, v katerem bodo prihajali v stik s tvojo zgodbo, je še toliko boljše, ker ga lahko izkoristiš zgodbi v prid, da bo pač prišla taka, kot si zamislil do njih, ne. In tu bi pokazal en primer, ki je imel zelo težko izhodišče, kaj se tega tiče, ne. Za Telekom smo mogli narediti kampanjo, ki je morala nagovarjati Slovence v širšem smislu, ne. Pač bili so sponzor Eurobasketa in ob takih dogodkih se bolj ali manj vsi spremenimo v neke navijače, ne, tudi starejši, mlajši, ne samo športni navdušenci, ne, in pač morali smo nagovoriti vse te ciljne skupine, kar pomeni, da ne veš sploh, koga nagovarjaš, ne moreš primerjati nekega najstnika z upokojenko, ne. In smo rekli, ok, ne vemo, koga nagovarjamo, tako da tukaj nimamo nič oprijemljivega, vemo pa nekaj, ne. Vemo, da bo oglasni blok v času Eurobasketa govoril samo o basketu. Se pravi, v vsakem oglasu bo žoga, v vsakem oglasu bo koš, v vsakem oglasu bo nekdo driblal in tako dalje, ne. Rekli, dajmo potem to izkoristiti, ne, za našo priliko, ne. Plus, ponudba je bila kaotična totalno, da smo še mi težko razumeli, ne, v 2 fazah je šlo, se pravi, poleti, ko se je šele ustvarjal nek hype, da bo Eurobasket prišel, ne, smo morali lansirati to njihovo prilagojeno ponudbo, delati nek cross-sell z temi brendi, ki so še takrat obstajali, ne. V drugi fazi, ne, ko pa je pač bil oglasni blok nasičen, oziroma smo to pričakovali, pa smo mogli še pripeljati not nek hardware, se pravi telefone, in pa, ne, ker še takrat se ni zgodila konsolidacija Telekoma, ne, da so se umaknili Mobitel, Siol in tako dalje, smo že morali to počasi plesti, ne. Zdaj pa, ne, naredi oglase, ne. Imeli smo pa še 2 nujna elementa, ki smo pa jih morali pripeljati not, in sicer slogan, ko gre za vas, vam nudimo le najboljše iz prejšnje kampanje in pa komad od One Republic Good Life. Ne.
Tako da zdaj pa ga jebi, ne. In v tej prvi fazi smo rekli, ok, zdaj je poletje, noben še ne govori o basketu, dajmo mi čist samo spomniti na ta komad pa na ta slogan, pa naredimo čist nekaj nekreativnega, ne, samo da malo v ta mood pade folk, ne. Ko gre za vas, vam nudimo le najboljše. Izberite paket Eurobasket, ki že za 21 evrov na mesec vključuje neomejene klice, neomejena sporočila in 1 giga prenosa podatkov. Ne zadovoljite se z manj. Telekom Slovenije, uradni sponzor dogodka Eurobasket 2013. Se pravi, kot neka napoved, ne. In zdaj je prišlo pač do trenutka, ko smo pa se morali odločiti, s čim bomo izstopali v tem oglasnem bloku, ne, ko bo se govorilo samo o basketu. Smo rekli, ok, imamo super komad, ful je bil dobro sprejet. In smo rekli, naj bo to jedro naše zgodbe, dajmo iz tega narediti neko večjo zgodbo, ne. In ideja je bila, da zberemo 42 najbolj talentiranih mladih virtuozov od 6 do 12 let, nekaj takega. Naredimo priredbo komada z Ivo Rimcem, Bojanom Zupančičem in da ti otroci to v orkestrski izvedbi odigrajo, posnamemo spot, damo komad na iTunes, na radije in upamo, da bodo mediji zadevo pograbili. Dodamo še charity moment, se pravi od prodaje komada v ne vem, program Botrstvo. Pol smo dejansko to izvedli, ne, se nam je zdela dobra zgodba in smo v Krškem v eni dvorani 3 dni te otroke maltretirali, ne, bili so v bistvu pravi superheroji, ne, zato smo jim dali ime Superhero Orkestra, pač stati 8 ur s tistimi inštrumenti in bi pogledali, kaj se je dogajalo tam. Ideja je nastala na agenciji Pristop v sodelovanju z založbo Universal Music Records Company in so me povabili k projektu, da bi naredili aranžma za priredbo od One Republic. Nato sem jaz razširil sodelovanje na 4 glasbene šole, ker sem mentor tudi za vokala v glasbeni šoli Kočevje, povabil zelo dobre kolege, profesorje, glasbenike. Priprave potekajo brez težav, je naporno, vadimo veliko ur, tudi treme je malo, vendar vse se da premagati. Orkester je super, zato ker lahko začutiš, ko morajo ljudje sodelovati, ko en drugega poslušamo. In mislim, orkester je ful dober, je tudi več različnih glasbil, slišiš vse. Imamo priredbo komada One Republic Good Life. In namen je, da ga otroci med 9 in 16 letom odigrajo in odpojo. Skupaj z Bojanom Zupančičem smo pač imeli potem aranžma za to priredbo, in smo potem pripeljali do nabora učencev. In potem, ko ustvariš neko, oziroma ko zaženeš neko to zgodbo, ko je spot na YouTubu, ko se začne vrteti na radijih, otroci so imeli neko super izkušnjo, dali so intervjuje, bili so na televiziji in tako dalje, ne. Potem pa začneš to zgodbo seckati v kampanjo, ki dodajaš ta neki emocionalni naboj, na katerega potem lahko neka prodajna sporočila prilepiš, da grejo lažje skozi, ne, kot nek lubrikant, ne. Ko gre za vas, vam nudimo le najboljše.
Zato izkoristite bon z 250 evri za nakup enega od najnovejših mobitelov iz družine Samsung Galaxy S4 že od 1 evra dalje. S paketom Eurobasket pa komunicirajte neomejeno že za 21 evrov na mesec. Ne zadovoljite se z manj. Telekom Slovenije, uradni sponzor dogodka Eurobasket 2014. In vse, kar je bilo od basketa, je bil en motiv na tistem telefonu, ko fantje gledajo, ne, ker v bistvu pripelješ neko storitev, da lahko pač gledajo tudi na takih mestih, ne, med vajo basket. Ne. In to je pol nek tak ekosistem, ne, se pravi, narediš priredbo, video spodaš ven, gradiš neke te mehke atribute, ne, blagovne znamke, čustva, bližino in tako dalje, ki jih potem preslikaš v prodajne oglase, potem so bila še tu neka sponzoriranja, umeščanja, otroci so gostovali na oddajah in pa potem PR aktivnosti oziroma povabiš par velikih medijev in potem vsi ostali to pograbijo in imaš ta nek pull efekt, da zgodba v bistvu gre ven in imaš brezplačno v bistvu medijsko publiciteto. Ne. Komad je bil najbolj prodajan v zgodovini slovenskega iTunesa, 3. mesto na regijski lestvici MTV Adria, ne, samo da vidimo, kaj se je dejansko potem dogajalo. Ne. En kup nekih objav, celo One Republic so videli zadevo, jim je bila všeč, so pošerali na svojih kanalih, ne, kar ti da še neko nek mednarodni push, ne, kar generira potem oglede in tako dalje. Ne, pa lahko pogledamo par konkretnih cifer, ne. V bistvu ciljna skupina skoraj v celoti dosežena, ne, in pa ta cifra je zelo pomembna, ne. Brezplačna medijska publiciteta, za katero naročnik več ne da denarja za zakup, ne, ker ga pač budžeti so vedno nižji. Pričakovanja oziroma rezultati pa morajo biti še vedno zelo visoki, so zelo ambiciozni in pač ti moraš ustvariti neko zgodbo, da zgenerira to publiciteto, ne, in v taki vrednosti recimo je ta zgodba to potem dosegla, ne. To, kar se tiče publike, se pravi prvega stepa, ne. Druga točka, ne, ki jo jaz se trudim nekako odkljukati, ko se lotim ustvarjanja nekih zgodb, je to, da omogočiš oziroma da ustvariš zraven še neko platformo, preko katere lahko tvoja zgodba postane tudi zgodba publike, ki jo nagovarjaš. Ne. Zakaj ne? Se pravi, vsak raje pove zgodbo naprej, če je tudi del nje, ne če samo je slišal neko zgodbo. Ne. In če ti uspeš poslušalce zgodbe spremeniti v pripovedovalce zgodbe, celo njene heroje ali pa ambasadorje, si pol že kar zmagal. Ne. In tukaj bi šel čez par primerov, ki so se dogajali v glasbeni industriji, nekaj jih poznate, nekaj ne. Eden izmed prvih in bolj ikoničnih primerov, ko je prvič prišlo v hip-hop glasbi do stika nekega brenda in nekega endorserja, sicer ne strani brenda, kot je to običajno, ampak obratno. Ne. Run DMC, ne, kultna hip-hop grupa, so 86. na Madison Square Gardenu izvedli eno foro in sicer oni so imeli neki izdelan imidž, nosili so Adidaske, Shell Toes, ne, model, tudi njihovi fani so se oblačili isto. Ne. In oni so rekli, pismo, mi to za brand počnemo nekaj zelo velikega, ne, nimamo pa v bistvu nič kaj od brenda še zaenkrat. Ne. In oni so povabili na ta koncert predstavnika Adidasa in med izvajanjem komada My Adidas, ne, ki je bil itak hit, je Run DMC dvignil sezu Adidasko in jo dvignil v zrak. Ne. In več tisoč glava množica mladih je naredila isto. Ne. In pač, ko je ta tip videl od Adidasa to, so se mu pač vlile solze in je drugi dan podpisal milijonsko pogodbo z Run DMC-om in predvidevam, da so se tudi njim vlile solze drugi dan. Ne. Teda to je v bistvu prvi endorsement deal v zgodovini hip-hopa, ki je bil zelo ikoničen in je tudi začel neko to pot razbijanja stereotipov v hip-hopu kot enemu valu nasilja. Ne. In počasi se je začel tudi biznis in sodobni brendi nekako ozirati proti hip-hopu in je v bistvu prišlo do cele neke transformacije nasploh, ne, trga. Ne. Potem primer v bistvu odlične, briljantne akcije, ne, ki je sicer podkrepljena z velikim budžetom. Ne. Iskalnik Bing nikoli ni bil faca, ne, in je pač hotel biti faca in je izkoristil val izdaje Jay-Zove biografije Decoded in so strani knjige
raznosli po celem New Yorku in ostalih krajih, ki so pač relevantni za Jay-Zovo zgodbo in to na taka mesta, kot so avti, kot so, ne vem, boksarske telovadnice, ovitki za hamburgerje, notranjosti jakne, koši, korneri, kjer je Jay-Z kot mladostnik prodajal recimo crack in tako dalje, ne. In potem so pozvali folk, da gre in poišče te strani, ne. In kaj so jim naredili? Omogočili so jim, da postanejo del Jay-Zove zgodbe, ne? Se pravi, da so tudi oni na tistem kornerju, kjer je Jay-Z prodajal crack, ne? In potem, ko najdejo to stran, postanejo še faca pred vsemi, ne? Ker so pač bili izpostavljeni, ne? Kdo je prvi najdel katero stran, ne? Bile so močne nagrade in tako dalje, ne? In pač kampanja je tudi zelo dobro delala tudi v nekem festivalskem smislu, ampak to je res primer, ko pač denar ni vprašanje, ne? Pharrellov Happy, ne, pač v bistvu je šel čez vse meje, ne, komad, ki je bil narejen za soundtrack Despicable Me filma, niti niso ga mislili tretirati kot nek single in tako dalje in potem je zadeva začela uhajati nekako iz nadzora, ne, posneli so 24-urni video, kjer pač folk samo muva, ne, v bistvu zelo simple stvar, ne, več kot 300 folka je v tistem spotu samo nek dance walk, malo so migali in tako dalje, ne. Se pravi, zelo poenostavljena platforma za posnemat, ne. In potem so še naredili konkretno platformo We Are Happy From, ne, in pozvali mesta, da posnamejo svoje posnetke na ta komad, ne, se pravi, kako so oni srečni. In to je bila neka dobra protiutež vsemu temu, čemu smo izpostavljeni v medijskem svetu dan danes, ne, pač v bistvu je vse bad, ne. In to je pač bila osnovna ideja, ne, pač be happy, ne. In Simple je bila zanarjena, ne, in pač to je na tisoče mest, ne, Maribor itak, ne. Tu bi pa pokazal en recimo kot kontro, ne, en low budget projekt, se pravi tudi v našem smislu low budget, ne, ki smo ga delali, večina vas verjetno to pozna, mogoče pa tudi nekdo v kampanjskem smislu. Pač Sveta vladar je brand za mlade od nove KBM, ne, in mlade pač boli za banke, ne, niti ne razumejo, niti jim ni to zanimivo, pač iPhone in ostale stvari so zanimive, Zara in tako dalje, ne. In zdaj kako narediti neko banko cool in kako v bistvu pritegniti neko pozornost, kaj šele neko aktivno udejstvovanje, ne, da bi se mladi družili z neko tako nekul ustanovo, kot je recimo banka, ne. Pa poglejmo, kaj se je zgodilo. Sveta vladar je bančna blagovna znamka za mlade, katerim sporoča, da imajo z njeno pomočjo lahko več od lajfa. Ampak mladi se ne zanimajo za bančne produkte. Svet financ se jim zdi preresen in kompleksen. Hkrati so banke izgubile zaupanje ljudi, še posebej mladih, ki jih skrbi za svojo prihodnost, še dodatno pa so nižji oglaševalski budžeti. Tako smo združili moči z znanim slovenskim reperjem Zlatkom, ki s svojimi besedili navdihuje mlade, njih pa povabili, da z njim soustvarijo komad o stvareh, ki jim v življenju pomenijo največ. Najprej smo razvili Facebook aplikacijo, skozi katero je potekal ves natečaj. Opala, prihaja 7. plošča in prvi singel bo šel na temo Več od lajfa. Kaj vam v življenju najbolj dogaja? Kaj je tisto, kar vas dvigne in vas žene, da hočete iti naprej? Tak teden bom dal 2 izhodišči, katere boste potem vi nadgrajevali in jih skupaj pripeljali do enega dobrega komada. Tak, bum, hvala že vnaprej. I'm out, to je bil Zlatko. Odziv je bil izjemen. Tisoče mladih je prispevalo tisoče rim, skozi katere so kreativno izrazili svoja čustva in poglede. Check me out. Prvič za narod, drugič za svobodo, tretjič gre za zdravje, zrak in čisto vodo. Ceni to, kar imaš, bodi vesel, nekdo v sebi dal, da to isto bi imel. Besedilo je zaokrožil speven refren, ki vključuje tudi ime in slogan blagovne znamke v obliki pozitivnega sporočila mladim. Ko je komad Več od lajfa bil posnet, smo ga lansirali prek družabnih omrežij ter poslali na radijske postaje in MTV. Že v naslednjih dneh so ga ljudje izglasovali za popevko tedna na Valu 202, kar je pomenilo več kot 1 milijon poslušanj v enem tednu. Na spletu je bil predvajan več kot 900 000-krat. Videospot Več od lajfa pa je celo dosegel 3. mesto v celotni regiji na lestvici MTV Adria. Skoraj vsi glavni mediji v Sloveniji so poročali o kampanji Več od lajfa, kar je zgeneriralo za več kot 30 000 evrov brezplačne medijske publicitete.
Na tisoče pozitivnih in čustvenih vtisov govori, da je pesem Več od lajfa postala nova himna mladih. Sporočilo blagovne znamke pa se širi vsakič, ko se zavrti na predvajalnikih, radijih ali Zlatkovih koncertih. In tukaj je v bistvu bila ustvarjena platforma, ki omogoča, da mladi odprejo svojo domišljijo in da dobimo na tisoče različnih idej. Hkrati pa imaš, to rekel je za Ezeno, zaradi tega, ker si ustvaril platformo, po kateri pač to pohendlaš. In to v bistvu še vedno Zlatko mi vsakič reče, je rekel, tako mat repam vedno na koncu in to je pač nek poseben moment in to je pač ta moment, ko tvoja zgodba postane njihova. In pol sem našel na YouTubeu en zelo zgovoren primer tega. Življenje, ki nam mine in vsega, ki ostane, od tega, ki ne zgine. In v bistvu pojejo slogan pa ime blagovne znamke, če v bistvu grem nazaj tja, ampak dejansko je pač stvar obrnjena v nek pozitiven message. In tretja točka, meni nekako najpomembnejša nasploh v življenju, je pač pristnost in iskrenost. Tukaj ne govorim o iskrenosti v teh domišljijskih zgodbicah, v kampanjah, ki jih pač počnemo, pač vedno bo nebo bolj modro v TV oglasu kot sicer, ampak govorim o esenci, se pravi o srcu blagovnih znamk. In pač današnje okolje je drugačno, kot je bilo pred smartphoni, ko je pač potrošnik bil pred televizijo, imel pilota in je lahko samo šaltal programe, ti si pa mu pač samo doziral, ni mogel preveriti informacije, ni mogel odgovoriti brendu v pričo na tisoče ljudi prek socialnih omrežij. Danes pač ima smartphone in to je weapon of brand destruction lahko, pač z enim tweetom lahko ti narediš veliko škodo brendu in obratno, se pravi v pozitivnem smislu. To so pač vrednote, ki bi jih današnje blagovne znamke morale postavljati v sam svoj vrh. In tu bi pokazal en primer, ki je pač neumen fail, in če bi to pač naredil nek LeBron James ali pa kdo, bi to bila resna škoda za ta brand, ki je velik. Zdaj pač gospa ni mogla povzročiti take škode. Vsi veste, da smo športniki nekako tisti vzor vsem, da se uravnoteženo, zdravo prehranjujemo, kar je čista resnica. Nekako celo svojo športno kariero gledaš na to, da ješ pravilno, da se prehranjuješ pravilno in predvsem, da živiš zdravo, da lahko uresničiš svoje sanje, se pravi svojo športno kariero in rezultate. Kot športnik ali pa ostali športniki odpravim brez kakršnega koli pomisleka ali pa peljem svoje otroke brez kakršnega koli pomisleka v McDonald's in da se tukaj pogovarjamo o tem, kaj bomo jedli, kaj ne bomo, kaj lahko in kaj ne smejo. Tako da mi kot športniki, bom rekla od danes naprej, povabimo vse in vse tiste, ki se ukvarjajo s tem, da nimajo nobenih predsodkov v bistvu pred tem, da bojo tudi tukaj jedli uravnoteženo zdravo prehrano. V svoji atletski šoli bom pa rekla tako, da z otroci se velikokrat pogovarjamo ne samo o tem, kako se morajo gibati, kaj morajo početi v svojem življenju, ampak tudi kako se morajo prehranjevati. Starši so tudi zelo zaskrbljeni glede tega. Napotili v McDonald's, rekli mamicam, da ni treba vsak dan kuhati, ker pri nas se tudi, kadar očka kuha, zgodi, da prinese. Kadar očka kuha, gre velikokrat po Happy Meal do zdaj. Koga pa ti glumi? Koga ti folira? Koga ti folira? Koga ti glumi? Upam, da si je z varikino umila usta, potem, ker to je res hilarious, in pač nekdo res ne ve, kaj dela, in to je ta case, oziroma ta video so razstrelili na forumih, na socialnih omrežjih. Folk je pač bil v šoku, tako ste se zdaj vi tu smejali. In
to pač je res nepoznavanje realnosti, ne, sploh. In tu bi ful dober protiargument, ne, bil sem na eni konferenci v Torontu poleti in sem poslušal speech kanadske kapetanke hokejske reprezentance in bila je tudi zastavonoša v Sočiju, zlate medalje, Vancouver, Torino, Salt Lake City in tako dalje, ne. In ona je rekla, vsi vemo, da je McDonald's glavni sponzor olimpijskih iger in v vsaki olimpijski vasi je restauracija. Ampak v prvem delu, ko potekajo tekmovanja, je ta restauracija prazna. Mogoče si greš tja po vodo, ne. Ko se pa tekmovanja nehajo, pa počasi folk začne hoditi tja, ne, in si malo privošči tega nekega prijetnega greha, ne. Tako da pač Brigita pa izkorišča svojo kredibilnost kot športnica in hujska pač mame, da vozijo tja svoje otroke, halo, ne. Tu imam en primer, ki pa je v bistvu izkoristil to v bistvu simple foro, ne, kako pokazati neko avtentičnost pa neko iskrenost, ne, kar je naredil Samsung lani, ko so prišli novi telefoni ven in so naredili sodelovanje z Jay-Zom, ki je izdajal nov album in so tem imetnikom novim telefonov omogočili aplikacijo, ki jim je zagotovila ta album pred vsemi ostalimi na svetu, ne. Se pravi, moral si imeti ta telefon, če si hotel imeti pred vsemi album, ne. In tukaj sta v bistvu dva zmagovalna trenutka. Prvič za artista, ki je prodal 1 milijon kopij na dan izdaje, ne, in so tudi pretransformirali potem celotno to industrijo, ko ta asociacija šteje kopije pa prodaja, mislim, podeljuje zlate in platinaste plošče. Do tega trenutka so šteli samo fizične, ne. Halo, v 21. stoletju ne kupujejo se več albumi, ne. In so šli tudi na digital, ne, dobro jutro. In na drugi strani pa je to v bistvu tudi zmagovalna poteza za Samsung brand, ne. In oni so naredili simple foro, dali so kamero v studio, ne, in pokazali, kaj v bistvu počne Jay-Z z 4 super producenti, ne. It's like me now, like no matter where I go in life and the things that I accomplish, right? You know, you walk in that room, your past still come in with you. You know, people talk like, oh, that guy was the dealer from the projects and do. Back again to that duality. It sounds like this celebration of, you know, where we are now, you know, doing some big yachting and throwing champagne in the water. But the undertow of the thing is like this same water is the water that brought us here. You know, originally, you know, as slaves. So it has this whole duality and how we are rewriting history. You know, even you know, the stories that we were told about the history of America. I'm anti-Santa Maria, talking about these stories. Only Christopher we acknowledge is Wallace. With Biggie Smalls, silken fleeces, lay on my Jesus, oh my God, I hope y'all don't get seasick. You know, we're playing with the theme now, being seasick or seeing these things and being jealous of it, you know. I hope they don't get seasick. Crazy. Zelo simpel, ne, pa zelo pristno, ne, in to je v bistvu zelo simpel trik, ki pa ne rabiš potem se nič ne zagovarjati in tako dalje, ne, ima navadno pozitiven efekt, ne. In to so neki trije temelji, za katere v bistvu jaz verjamem, da pač morajo biti nosilci zgodb, ki jih potem gradiš, niso oni garancija, da bo zgodba dobra, daleč od tega, ne, pol pridejo tista jajca in konflikti in tako dalje, ampak za podstat je pa to, ne, in tukaj bi v bistvu izkoristil, ne, pač pristnost in iskrenost, pa šel malo ven iz tega profesionalnega polja v neke stvari, ki jih počnem zraven in sicer s kolegom furamo brand skateov, ne, reče se NBC, NBC je ime Maribora na ulici med pač subkulturami in tako dalje. In je spet zavit, ne, se pravi, te stvari, ki jih počneš neodvisno od nekega profesionalnega okolja, kjer si sam svoj naročnik, lahko delaš v bistvu najbolj avtentično, najbolj pristno, noben te ne cenzurira in tako dalje, ne. In to zgodbo smo mi zavili v neko hip-hop obleko, ne, ker pač vsi smo s tem odraščali, ne. In tudi vse filmčke, ki jih delamo in tako dalje, so podloženi za hip-hop muziko, ki pride iz domačih vrtov, delajo šuljo recimo, ne. In vse je v bistvu bio-eko, ne, vse iz naših gredic, ne. Tukaj sem še našel eno fotko, to je Tom Penny, je v bistvu legenda, ikona skateboardinga, bil je tudi narkoman in
alkoholik in so potem brendi rekli, daj pridi, ful si pomemben za skateboarding, dajmo ti še eno šanso in kaj se pol dogaja na turnejah, vsi mu turijo jointe pa pivo, ne, in kak se bo človek zlizal, ne. In pol ga v bistvu gledaš na skateu ko Amy Winehouse na Majku, ne, čist gotovo, ne. Ampak za njega Paul Rodriguez, ki pa je superstar skateboardinga, reče, da vsakič, ko ga vidi, se mu zdi, da vidi Beatle, ne. In to je ta guy, ne. Zdaj pa me zanima, ne, pa bodite iskreni, kdo je bil v zadnjih 3 letih v Mariboru od tu? Dobro, vi ste iz Maribora. Za ostale, ko niste, ne, ker pač nimamo živalskega vrta, da bi vas tja peljali, ne, tako mi hodimo vsem živalski vrt, bi vas na 1 dvominutno ekskurzijo po Mariboru na skateu povabil. Muzika spodaj od Čuljota, našega producenta, produkcijo je naredil tudi en kolega, Tomaž Pravnsajs, tudi dedicated skater, pa malo si pogledajte, mogoče prijete. To je ena naša razglednica Maribora iz naše perspektive. Pridite, ne, malo. Maribor je lepše vreme kot tu. Ne, na tak način pa v bistvu pol ti naši kreativni procesi potekajo, ne, pač tu se je ravno kar delala nova grafika, ki mislim, da bi danes mogla priti pošiljka. To je Teo San grafiter, ki jo je izrisal. Smo pa lepo pod orehom, ker ni komarjev pod orehom, ne vem, če ste to vedeli, ampak baje, da ni pod orehom komarjev, ne. Tako da ni jih bilo res. Druga, ne, ta zgodba, ne, prej sem že načel malo o hip-hopu, je pa Tekoči kru, ne, ki je v bistvu tudi hkrati nek pobeg iz tega realnega sveta za mene, ne, hkrati pa ga zelo povezujem nazaj z profesionalnim področjem, ne, ker ti pač neke te kvalitete, kot so avtentičnost, pristnost, mogoče kakšne druge stvari še, ne, ker so tukaj zelo močno prisotne, ne, jih lahko preslikaš potem na profesionalnem področju in spet isto oddelajo, ne. In to je v bistvu neka zajbancija, ki je pa hkrati zelo resna, ne, se pravi, zelo vsi spoštujemo, ne, postavljamo jo pod prijateljstvo sicer, ne, ampak se pa jo lotevamo resno. Glih je tudi album prišel ven, tako da bom vam pol pokazal. Ne, se ga imam tu. V bistvu je Sabljasti tiger, taka zverina, ne. To je delo Nenada Cizla, vsi ga poznate verjetno, ne, taki, v bistvu. Ne, in Sabljasti tiger je tisti v bistvu stadij mačka, ne, ki je še nad njim in nad tigrom. Ko mislite, da boste v nedeljo umrli, ne, samo ne boste, v bistvu se samo učite, ne. V bistvu vam samo nekdo hoče nekaj povedati, ne.
In tako sem rekel, ne, da je to za nas nek časovni stroj, ne, ki nam omogoča prehajanje iz nekega tega realnega v ta nek naš tekoči svet, ki pa realni svet komentira, ne, skozi te satirične komade, ki so dostikrat tudi malo precej pivsko obarvani, ne, in nas dosti ljudi sprašuje, če je to Maribor tak, ne. Ja je, ne, samo ni samo Maribor tak, ne, marsikdo je, marsikatero mesto v naši državi, ne, je tako, ne. Smo pa zadnjič s Šuljotom videla en naslov v Slovenskih novicah, ko mu je en poslal, da letos smo prvič pridelali manj, kot ga porabimo, ne, grozdja, ne. Teda bo treba uvažati, ne. Pa bi zdaj enih par zgodbic teh oddeklamiral, da malo vidite, jaz se vam oproščam za vulgarne izraze, ne, ampak jebiga, to je rap, ne. In pravi, ne, v prvem komadu, kjer se zgodi ta transformacija iz realnega v tekoči svet, pravi, ne, da je to time machine, ne, časovni stroj, shit is mean machine ali zli napoj, ne zapiraj ust, če si Wayne Bruce, ne naročaj džusa, lahko imaš na puf. Blues nam špila, buc očila, svojim čajem, en gorila, pleza po šanku, nabija svijamsko, shodi na WC, ne pije pira, brada vibrira ko hilti, ko vufer membrana na totih štiklih, take basni mutirajo v Rime, daj mi kaj, da me Optimus prime. Zato to čajka daj nali nam tula mordju, da lahko transformiramo se v toti kru, tako Transformers, hlapi in the sky, jaj, ko enkrat not zatauham, ne prijem več nazaj, jaj, tuhtam kak zatauham not v tula mordju, pol tuhtam dalje, tuhtam kak bom prišel spet vun, ne. In to je v bistvu ta nek sem pa tja, ne. In Sabljasti tiger, ne, to je to stanje nirvane, ne, je pa v bistvu tak zgodba, ne, to pa je zadnji komad, ne, do tja pač prideš, veš, da tja greš, ne, in tja pač rineš, ne. In vedno ti je isto hudo, ne. Ampak dobiš pa neko novo znanje, če si ga pripravljen razumeti, ne. In pravi, ne, nije take zveri, kot je Sabljasti tiger, eni rečejo mu maček, jaz mu pravim, kak si lahko vedno taksik, koliko imaš življenj, koliko idej, koliko cip, ki položijo me v trugo, vsakič te, ko grem res samo, ampak res samo na en drink. Vse ostalo je historija, histerija, štorija, Sodoma v sodu, Jeger, fantasmagorija, s kafiča do kafiča pa do doma, prek rondoja z mojih ust je fontana full kolorja. Pol se plazim po sobi ko zombi, v otlini tekila med zobi plavajo črvi, na mesto jezika slini sipa, ubita se, smrt z mano flirta medtem ko tviksa se, adio stari, kaki safari, ne. Umrite ko čez 7, tako Gonzo not v bani, ne. In če se spomnite Fear and Loathing Las Vegas filma, ne, ko Gonzo misli, da bo umrl v bani, ne, ga v bistvu Johnny Depp samo proba nekaj naučiti, ne, ko Sabljasti tiger, ne, se spomnite scene. Close those peepers. 9, 111, 22, 3. Ne, moral bi mu vreči radio, no, in ga ubiti samo. Tako da ja, ne, in pol da se vrnem na tisto vprašanje, ne, če je Maribor res tak, pa koliko promovirate pač opojne substance in tak dalje, ne. Pač album ima eno sidrišče, kjer pa v bistvu ni zebancije in je toleranca pač ničelna, ne. To pa je v bistvu odgovornost rokovanja za vsem tem skupaj, ne. In bi tukaj en part oddeklamiral, ki ni moj, ampak od kolega Staša, ki je en izmed najbolj slikovitih partov v zadnjem času v hip-hop sceni slovenski ever. In predstavljajte si dva kolega, ko greta z avtom na turnejo, pivsko, popivata, kadita, pecata bebe, v glavnem zunaj je zima, sneži, ne. In do trenutka, ko se slišijo kliki policijskih fotičev, ne, in pravi po enem takem gapu, kjer slišimo samo veter, ne, ena taka situacija, ne, pa si jo probajte predstavljati, ne. Na cesti je avto, za njim bremz špura, na bremz špuri tip, za njim 12 ur žura, na bremz špuri telo, nepremično, prepit tip gleda okoli živčno, na robniku pri prehodu za pešce sedi punca, se v šoku trese, iz telesa iz nosa rdeče teče, ljudje hodijo bližje, noben nič ne reče, telefonirajo, noben ne pomaga, ne upajo, ne znajo, noben ne pomaga. Punca joče, ker je imela fanta rada, tip ne ve, kaj bo brez vozniške, kaj brez avta.
tak je lahko in polni na izi. Folk vozi pijan, kar je za popizdit. Je res treba prvo koga povozit, pol je folk strah, da jih gre folk tožit. Ne? In tak je lahko in polni na izi, tako da don't do that, ne. Mi imamo tu res ničelno toleranco in tudi vedno rečemo folku po koncertu, ne, pokličite si taksi, ne, pa gremo žurat, tako da. Zdaj pa, ko sem tako zajebal vibe, v bistvu, bi ga dvignil, ne, in tako, ko na Oprah show sem dal pod par teh kock albume, nimate jih vsi, par jih je, tako da dvignite si kocke, tako spodaj malo, ne. In to vam podari, imam jih še par tukaj, če kdo hoče za... Evo, bravo. Ne. In imam jih še par tu, če kdo hoče za 10 promocijskih. Bi pa tukaj v bistvu nekako prišel do zaključka, ne, za to zgodbo. In bi se mogoče dotaknil ene debate, ki se danes na festivalih oglaševalskih skozi pojavlja, ne, se pravi, ali bo tehnologija povozila zgodbe, ne, ali je zdaj samo tehnologija the shit, pa več se ne rajmo ukvarjati zgodbami, ne. Nikakor ne, pač tehnologija ti zagotavlja neko fascinacijo, ne, zgodbe ti zagotavljajo emocije, ne. In tehnologija lahko v bistvu te emocije da na steroide in tu so potem neke razsežnosti, ki jih lahko advertising doseže za spreminjanje mnenja, mišljenja in sveta nasploh, ne. Tako da bi se tukaj kar referiral na Kanyeta, ne, ki dostikrat od bluzi, ne, big time, ampak ima pa tudi par dobrih pointov, ne, in pravi, ne, pač empower the best content creators or fuck you, ne. Pač še vedno bodo zgodbe tiste, ko bodo dolgoročnejše in ki bodo čustva premikale in tako dalje, ne. Tehnologija pa jim samo da, ne, push. Tako da, to je to, hvala, da ste prišli, upam, da vam ni žal, pa mogoče spijemo še kaki drink tu, sicer je treba iti v službo, ampak... Si ladam dol? Ne vem, če že lahko greš dol. Ponovadi nisem dovolj vprašanj, zdaj pa me daje k morem, veš, to je ta publika zahteva. A ti imaš to, da pač ni vprašanj, ker je vedno tiho, se to Ja, pamet, osebna ne. krpica, pa da vsi dan dosto. V Ameriki, ne, mislim v Kanadi, ko sem bil, grebejo se za to, da se lahko javijo, ne. Any questions? Mi, in to starejši ljudje v oblekah, ne, mi. Zadnjič sem obljubil knjige, pa danes pa albume, če bo kdo kaj vprašal, menda da jih imaš še nekaj. Ne, stari, 10 evrov so, ne. No, ajde, ima kdo kaj, karkoli, oglaševanje, ziher, ne. Ne bo, ne dela to, stari. Ne, a ne. Ker v Kanadi, ne, je vsako vprašanje tudi, what you gonna do in the afternoon? Great question, ne, veš. Ker, ne, in pol so vsi samo pač, da dobijo ta svoj... Ja, vse to je, veš, v Mariboru ste bolj prijatni, v Ljubljani pa vsi... Ja, to je tisto. Sončno, to je Kalifornija. Ja, pol, oženjen sem gor, ja, super. Tako da ja, evo, če nima noben nič za vprašati, bo Tine kle ga te vprašali pol inkognito, tako, Tine, lahko en album. No, tako da jaz sem pa sam zaključil, Tine, hvala lepa za tvojo zgodbico. Moram reči, da me je bilo strah pred tem Creative Morningsom, bolj kot pred ostalimi. Meni vsakič, ko sem kle gor. Tako se mi zdi, da je res to pač... Ampak sem se odločil, da bom treniral. Nisem tako kot umek, ki jih ima 10,000, pa je vseeno, ne. Ja, samo on gleda cel čas dol. Ne, ti pa moraš pač tu nekaj govoriti, ne. Tako, ja. Tako da, jaz sem sam zahvalil še enkrat moji dragi ekipi, ki me brca vsakič, že tole naredimo. Tole smo posneli v živo, Snaut je tole posnel, Jaka ima zvok tamle čez, vsi ostali, ker smo tako padalci, pa ni važno, da nas sploh omenjam. Fotograf je tudi danes tu z nami fotografira, a ne Mad Pixel, super. Delo je naš medijski sponzor, ki tole zgodbo deli vse mečken še naprej. Mi se vidimo spet, kaj pa vem kdaj, naslednji mesec, tako, naslednji mesec se vidimo, kdo bo z nami, bom povedal enkrat. Tako da, najlepša hvala, se vidimo. Thank you.
you.